Slovenski mediji so razkrili zgodbo o švedskem tankerju, ki bi aprila letos na slovenski obali skoraj povzročil ekološko katastrofo, potem ko je v Luko Koper priplul s kar dvakrat preveliko hitrostjo. What is your present speed? Present speed now 11 knots, sir. 11 knots. Yeah, please reduce to 5 knots. Pilot is on the way to you. Okay, reduce to 5 knots. Kero presenečenje, ženska za volanom. Wow! Najbrž še vozila hitreje, da bolj nadoknadi cajt, ki bo porabila za parkirati. Da do nesreče ni prišlo, pa se lahko zahvalimo lokalnemu heroju. Pilot Andrej Gorup je tanker dohitel s svojim čolnom, skočil na krov in po veljnici le slabih 200 metrov pred plitvino ukazal popolno zmanjšanje hitrosti ter z ostrim obratom v desno naredil krog po Koperskem zalivu. Ja, gospod Gorup je tanker dohitel s svojim čolnom, skočil na krov in pilotini je rekel "I'm the captain now." V Luki Koper so najprej mislili, da je zaposliti bivšega somalijskega pirata tvegana poteza, ampak se je na koncu izkazala za popolnoma upravičeno. Ukolikor se tanker ne bi pravočasno ustavil, bi se lahko v slovensko morje zlilo več dizelskega goriva, kot smo ga sposobni odstraniti. Seveda, če bi pa bilo, kot pravite vi, 24.000 kubičnih metrov onesnaženja, pa dvomim, da bi uspeli zaustaviti tega, takrat bi pa morali zaprositi mednarodno pomoč. Tako je, edina rešitev bi bila, da pokličemo mednarodno pomoč. Verjetno se prvi odzvali Hrvati, ugibam. Ne samo, ker so najbližje, ampak tudi, ker radi ribarijo v slovenskem morju. Da bi preverili, kakšno je stanje duha v Kopru, se obračam na našega korespondenta in obalnega separatista Marka Žerjala. Gospod Žerjal, se Koprčani bojijo, da bi lahko prišlo do ponovnega incidenta s tankerjem? Čau, gospod Godler. Ma kakšno bojijo? Mi komaj čakamo, da se kakšen tanker tukaj poči v obalo. Meni doma dela na dizel avto, centralna in jadrnica. Če se ga malo izlije v morje, ne bo rabila nobena mednarodna pomoč, mi ga bomo sami počrpali ven, s kanglicami, če bo treba. Super. Ampak, a vas ne skrbi, da bi v morju ostale sledi nafte in bi to imeli negativen vpliv na prihodnjo turistično sezono? Torej, ne bomo imeli samo brezplačen tank, ampak tudi manj Ljubljančanov. O, ne! Kako bomo preživeli to tragedijo? Mislim, saj z vidika turizma res ni idealno, ampak tudi pri njih že razmišljajo o kakšnih rešitvah morebitnih. Ena varianta je, da preprosto ponovimo Čudolandijo. Če bo Koper spet ko svetu, da boš po noči rabil sončna očala, ni variante, da ga kdo spregleda in smo varni od novembra do konca februarja. Najlepša hvala gospodu Žerjalu in čestitke v prejetju naziva za najlepše oblečenega Slovenca. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.